Kaj da bi se ponovno rodil. Enostavno si neobogljeno bitje, ki štarta življenje od čistega začetka, v bistvu čisti rojsten dan je. In ne morem ti povedati, kako sem v bistvu hvaležen za ta dogodek, ki se mi je dejansko zgodil. No. Kljub temu, da sem pač izgubil vse, kar sem si pač želel v življenju, sem tako hvaležen, da se mi je to zgodilo, ker me je zadeva transformirala tako mentalno, s pogledom na vse, pač cel življenje. Tako da prej po taki poti nikakor ne bi prišel do tega nivoja, no, kakor zdaj. Najprej hvala ti, da govoriš o tem, ki si rekel, da prej nisi nikjer, še govoril o tem. Tako da pač cenim, da si izbral ta pogovor za to. In ja, pol, ne vem, ne predstavljam si. V bistvu ne vem, kaj bi sploh rekel na to, ne, razen da se tle pol poraja še en kup vprašanj, ker moj curiosity pač nima moralnih meja, ne. Jaz sem, ker sem šel skozi to, pol je tisto, tako, ko si na samem vrhu gore, in ko te zadeva toliko sesuje, da padeš na tako dno, da si ga predstavljaš, sem doživel svoj prvi panični napad, recimo, jaz sem zelo dobro folgal, jaz sem zelo dobro držal to psihično stabilnost. Jaz sem bil, rečemo, po pogovoru s psihologinjo, takoj, ko sem bil na oddelku, ona je rekla, jaz s tabo nimam kaj početi, se ti si čisto vse predelal, ampak stvar je bilo to, da sem jaz vse potlačil, sem vse nekako zabil dol. Pol sem se pa šele soočal čez par mesecev, in ko se je to vse zgrnilo nad mano, ko je vse prišlo ven, jaz sem se sesul tako psihično, da ti povedati ne znam. Takrat sem pa začutil, kaj pomeni to, ko so ti sanje odvzete, in zdaj imam dejansko čisto drugačen pogled na to. Saj so sanje, ampak lej, ni to edina stvar, ki je v življenju, ki jo tudi moraš početi. Tudi če ti je nekaj odvzeti, jaz zdaj ne vem, ali bom lahko šel še nazaj na motor, ali ne bom šel, čakajo me zdravniški pregledi, ocenjevanja za invalidnost, za vse skupaj. Dejansko ne vem, kje sem. Vmes med tem obdobju so mi zamrznili vojsko, v bistvu so me dali na čakanje neko enoletno, ker tudi sploh ne vem, če bom prišel nazaj v enoto. Skratka, vse, kar je predstavljal Matica Novaka, je bilo v trenutku odvzeto. Nič ne morem, nobenega športa upravljati, nič od nič, kar sem prej lahko počel. Ampak zdaj, pol pa prideš do neke točke, ko se pa moraš odločiti, zdaj, ali se bom jaz sam sebi smilil, pa bom dejansko fural ta safar v nedogled, pa se bom dejansko zakompleksal in pač bil jezen na cel svet, ali pa se bom začel pobirati nazaj in spet na novo formirati in nove stvari odkrivati, nove priložnosti. In dejansko sem prišel do tega, da včasih v življenju, tudi če zabiješ tisto najhujše dno, tisto največjo temno plat, da ne vidiš niti luči več na koncu tunela, takrat imaš dve izkušnje. Ali boš zaključil svojo življenjsko pot, eni se odločijo za samomor in ne vem kaj vse, ali pa se boš še takrat pobral in gradil nove temelje, ko bojo toliko močnejši od tistih, kar si jih imel prej, da si tudi predstavljati ne moreš. Tako da kakršnikoli težki trenutki v življenju, hudi trenutki, ki te sesujejo totalno, to sploh ni nič slabega. To sploh ni nič slabega, morajo se zgoditi, ampak moraš biti pa zraven zavesten. Moraš biti zraven pa kot opazovalec, kaj se ti dogaja, pa ne smeš v bistvu dovolj, da te pa čisto prevzamejo, da se pa začneš sam sebi smiliti, ker življenje gre naprej. Ne gre skozi naprej in veš, ni obstanka. Vrhunsko si povedal in to še to, ne. Tudi če nekdo umre, se svet se še ni ustavil vrteti, ne. Kje?